Eden izmed derbijev kroga je potekal v Ljudskem vrtu. Domači Maribor je pričakal ekipo Domžal, ki je ujela pravi ritem. Na zadnjih dveh domačih tekmah je zabeležila tudi 2 zmagi proti Kopru in proti Krškemu. Tole je že prva akcija za goste. Velika priložnost je bila to za Žana Majerja. Podaja Črnica, Majer pa je nekoliko predolgo čakal. Šuler je bil na pravem mestu. Še ena akcija gostov, tokrat je vdaleč meril Črnic, ampak zgrešil vrata. Prva akcija tudi vijoličastih, z ogromne razdalje Agim Ibrahimi nekaj malega težav za vratarja Nejca Vidmarja. Do konca prvega polčasa še obetaven napad Domžalčanov. Poskušal je domžalski napad, ampak brez dela za Handanovića. Tole pa je bila zares velika priložnost za Tavaresa, podal je Mendy, Tavares pa je zapravil nemogoče. V zadnjem trenutku je situacijo rešil Gaber Dobrovoljc. Drugi polčas in izjemna obramba najprej Vidmarja, po strelu Žana Filipa Mendyja, potem pa gol za Maribor. Tavares je bil na pravem mestu in izkoristil napako v domžalski obrambi. Lepo se je znašel Tavares in takole premagal vratarja Domžal. Ampak malo že gol za izenačenje, takole žoga pred vrata. Nesporazum v mariborski obrambi pa je kaznoval Slobodan Vuk, ki je na zadnjih tekmah v dobri formi. Takole se je znašel na pravem mestu in dosegel zadetek za izenačenje. Mariborčani še enkrat nevarni, tokrat je poskušal Mendy, ki je bil najvišji v skoku. Izjemna obramba Nejca Vidmarja, ki je rešil domžalska vrata, in pa še ena izjemna priložnost, takole sam pred vrati Tavares, tokrat je zadel le zunanji del mreže. Do konca dvoboja napad Maribora za zmago, podaja na drugo vratnico in še enkrat je z glavo zgrešil kapetan Maribora Tavares. Strel tudi Darka Zeca, priložnost za domžalsko zmago in potem še zadnji poskus tekme, žoga pred vrata in še enkrat izjemni Nejc Vidmar, ki je res imel svoj dan in bil eden izmed najbolj zaslužnih za točko Domžal v Ljudskem vrtu. Ja, moram reči, da mi je zelo žal in verjetno mi bo še bolj žal, ko bom pogledal posnetek in videl, kaj je počel njihov vratar, ubranil zares nekaj izjemnih priložnosti. Imeli smo slab prvi polčas, nasprotnik se je dobro postavil, s tem, da je treba vedeti, da je bilo težko ustvarjati igro in si ustvarjati priložnosti. Igrali smo pod določenim pritiskom, igralci so igrali pod pritiskom, ker imamo nekaj slabih rezultatov in to se je poznalo na igri, tega se nismo nikakor mogli znebiti. V drugem delu pa gostujoča ekipa ni mogla več igrati tako dobro defenzivno, imeli smo nekaj priložnosti, ampak na našo žalost jih nismo uspeli unovčiti. Zelo velika točka, verjetno tudi v drugem polčasu smo preživeli pravi pekel in malce srečno odnesli točko, ampak to je velikanska točka za nas. Jaz sem bil izredno zadovoljen s prvim polčasom, ki smo ga odigrali. V drugem, v momentu, ko smo izgubili kontrolo nad sredino igrišča, smo začeli malce razpadati in me pa zelo veseli, da smo bili sposobni v Ljudskem vrtu po prijetnem zadetku se vrniti in odnesti to zlata vredno točko.